Sem Špela Šuštršič in vodim program osebne asistence na Zvezi paraplegikov. Danes sem pripravila okroglo mizo na temo osebne asistence za tetraplegike in paraplegike ter njena prihodnost. Povabila sem goste, da bodo lahko skupaj z mano razpravljali o tem, kaj bo z našo osebno asistenco v prihodnosti. In sicer bom kar predstavila goste iz desne, gospod Tanja Dular iz direktorata za invalide, gospoda Braneta Buta iz socialne zbornice, gospoda Borisa Šuštršiča iz Nacionalnega sveta invalidov in pa našega člana Petra Planinška kot uporabnika osebne asistence na Zvezi paraplegikov. Zveza s programom osebna asistenca zagotavlja samostojno življenje v domačem okolju tistim tetraplegikom in paraplegikom, ki so popolnoma odvisni pomoči drugih oseb. Osebna asistenca zajema pomoč pri osebni negi, gospodinjstvu, komunikaciji, spremstvu, prevozu, pomoč na delovnem mestu, izobraževanju in pri drugi vrsti komunikaciji. Storitve osebne asistence se izvajajo na način, kot ga naš uporabnik potrebuje in lahko rečem, da se izvaja personalizirano. Z osebno asistenco od leta 2000 dalje omogočamo samostojnejše življenje našim članom. Število uporabnikov osebne asistence se iz leta v leto povečuje. Na začetku izvajanja programa osebne asistence smo imeli zaposleni 3 osebe, z letošnjim letom imamo 47 osebnih asistentov in kar nekaj uporabnikov, ki so na čakalni listi. Že vrsto let aktivno sodelujemo pri pripravi zakona o osebni asistenci, ki je nujno potreben za nadaljnje izvajanje osebne asistence. Zakonom bi bilo nujno potrebno urediti financiranje programa, enotno vstopno točko, enakopravno obravnavo vseh uporabnikov, izobraževanje izvajalcev in uporabnikov osebne asistence in druga področja izvajanja osebne asistence, ki so predlagana v predlogu zakona o osebni asistenci. Današnji namen okrogle mize je strokovna razprava, ki bo temeljila na konstruktivni izmenjavi stališč, obveznosti in odgovornosti udeležencev v procesu nadaljevanja oziroma zakonito obstoječega stanja zagotavljanja osebne asistence. Lep pozdrav. V kratki zgodbi bi omenil, kako pomembna je asistenca za naše uporabnike, da ostanemo na domačem naslovu oziroma da živimo potem v domačem okolju. Svojega življenja si praktično danes brez osebne asistence sploh ne znam predstavljati. Kljub temu, da sem polni tetraplegik, živim kvalitetno življenje na svojem domu, koliko je pač mogoče. Asistenco koristim že dobrih 12 let. Seveda pa na začetku ni bilo tako preprosto. Še danes se spomnim besed socialne delavke, ki mi je predlagala, da bi bilo najbolje, da grem po končani rehabilitaciji v dom za ostarele, ki se sam ne morem skrbeti zase. Žena pa zaradi službe in 5 mladoletnih otrok ne bo zmogla skrbeti zame. Po pomoč se je obrnila tudi na center za socialno delo in občino, iz katere prihajam, da bi nekako skupaj našli rešitev. Te ni bilo. Ni preostalo drugega, kot da pusti službo, saj se je trdno odločila, da me v dom ne pošlje, daj še bo sama skrbela za me. V nekaj mesecih se spomnim so poklicali še iz občine in ponudili možnost nekaj urne pomoči na domu, kar si gleda ni brez plače. Nekaj urdnevne pomoči zame ni sprejemljiva, saj sam potrebujem več čas nekako v sebi. Sam ne morem niti jesti, si vzeti kozarec vode, se sam vleči, umiti, skratka, sam tako lepo govorim. Marsikdo sploh ne ve, kakšna obveznost in odgovornost je skrbeti za nekoga vsak dan vse dni v letu. Prvih nekaj let je pri nas bilo zares podobno. Bil sem psihično uničen in brez volje za življenje. V slabih 2 letih se je na društvu in pri zadevanju predsednika ponudila možnost, da ženo zaposlijo na društvo kot pomočnika invalida za 3 leta. Tako je ostalo nekaj naslednjih let, ko je zaposlitev prevzela Zveza paraplegikov Slovenije. Že 4. leto, skupaj s kolegom, tudi sami tetraplegik, koristiva pomoč asistenta na domu, zaposlene prav tako na Zvezi paraplegikov, sicer 3-krat oziroma 2-krat letno.
Moram povedati, da je to vrstna pomoč zame izjemnega pomena. Zdaj si žena tako vsaj nekaj ur tedensko lahko malce odločije. Lahko gre sam v trgovino in po različnih popravkih brez skrbi. Zame osebna asistenca pomeni, da so moji sklepi po 15 letih na vozičku še vedno gibljivi. Dnevno preživim po 2 ure ali več tudi stojiti, skratka sem praktično brez bolečin, kar gre zahvala vsakodnevni fizioterapiji, ki jo brez pomoči asistentov ne bi imel. Skušam živeti kar se da aktivno, saj tako najlažje pozabim na svojo invalidnost. Bistveno drugače bi bilo, če to vrstne pomoči ne bi imel, če se žena ne bi odločila, kot se je. Povem lahko, da nimam slabih izkušenj, da je žena zaposlena kot družinski pomočnik, še zlasti od odsotnosti bolniške ali dopustne asistenta, ko ni zamenjave in velika prednost domačih članov. Prav tako se mnenja, da nekatere osebne stvari družinski član bolje opravi kot tujec. Kljub temu, da me je usoda zaznamovala, kot me je, sem vesel, da mi se je uspelo popraviti iz prepada in zaživeti na novo. Kot vidite, so moje roke tlome, to me ne moti. Še več, dajem izpodbudo, da dokažem sam sebi, da zmorim še več. Sem eden od prvih predavateljev, odkar tudi mi na vozičkih ozaveščamo mlade o varnosti v cestnem prometu. Pridobil sem toliko računalniškega znanja, da lahko sam izdelam spletno stran, da aktivnosti na našem to ne omenjam. Pred kratkim pa mi je uspel še en velik cilj, sam lahko fotografiram. Seveda pa se vedno spomnim, da bi moje življenje bilo bistveno drugačno, če bi se moja pot končala v enem motoru za starejše. En lep pozdrav, vsem skupaj, hvala, da ste prišli. Rekla bom pa tako, glede na to, kar je povedal moj predhodnik, pravzaprav bi bilo zelo neprimerno, da bi karkoli sploh lahko dodala o tem, kaj je osebna asistenca in kaj pravzaprav vam osebna asistenca pomeni. Rekla bi, da se na ministrstvu zavedamo, da je to eden od najpomembnejših segmentov za najtežje invalide, uporabnike, ki pravzaprav pripomore, da lahko živite neodvisno in enakopravno življenje in sicer v doma in se dejansko udejstvujete na vseh področjih v družbi, doma, v družbi, kjerkoli živite. Ministrstvo že nekaj let financira preko programov osebne asistence te storitve in tudi letos oziroma v lanskem letu smo pripravili razpis za osebno asistenco. Vemo pa, da pravzaprav to ni rešitev. To na nek način je krpanje, trenutno. Kajti osebna asistenca je tako pomembna stvar, da jo je potrebno, in tega se tudi na ministrstvu zavedamo, sistemsko urediti. Ker šele takrat, ko bo osebna asistenca postala pravica vas uporabnikov, pravzaprav boste lahko tudi vi tisti, ki ne boste, bom rekla, odvisni, ne narobe razumeti od določenega društva, zveze, ali ima sredstva ali nima. Ko bo sistemsko urejena, pravzaprav bo to vaša pravica, ki jo boste lahko tudi uveljavljali in zahtevali. Mislim, da mislim vsi. Hvala lepa. Hvala. Gospod Brane, izvolite. Hvala lepa. Medalino Socialne zgodnice Slovenije, moj naslednje ime je predvsej najlepši pozdrav. Jaz sem tudi velika razmišljala, ko mi je vaša Špela povedala temo, ki je vaša današnje mize, s kjer velika bi se dalo govoriti o tej osebni asistenci, ki je to zelo gospod Dolarjeva rekla, zelo široka tematika. Morda pa nekaj informacij o tem, kaj se pravzaprav sploh v zadnjih letih, 10-15 dogajalo, zakaj pravzaprav je prišla ta zakon osebni asistenci, načne se tudi odvisno, kako bo to njegovo nadaljnjo sprejemanje. Že tam pred 15 leti približno se začelo govoriti, da bi bila osebna asistenca sistemsko urejena, da je bila to pravica posameznega invalida. Se je pa tudi govorilo veliko o dolgotrajni skrbi. Dolgotrajna skrba pa je bila prvotno namenjena ostarelim, ki zaradi svoje ostarelosti, onemoglosti bi morali si v dom, ampak
je bil namen pri dolgotrajni oskrbi, da bi stali doma v domačem okolju in čim kasneje šli v to, da bi si pomagali, da bi čim bolj prežili svoj okolje. Da bi se pomagalo invalidom v najbolj aktivnem obdobju življenja, od 18 leta pa do upokojitve, vzemo 65 leta, in da bi se invalidom pomagalo, da bi ostali v svojem domačem okolju, ne samo, da bi čim bolj kvalitetno živeli, ampak tudi pri njihovem osebnem življenju, družinskem življenju, izobraževanju, zaposlitvi, skratka vseh tistih segmentih, ko jih imajo neinvalidi, da kvalitetno živijo, da bi takšno življenje bilo omogočeno tudi invalidom. Pri tem pa je bilo ugotovljeno tudi naslednje, da v razliku dolgotrajne oskrbe, ki je predvidevala različne variante, vzamo primer 20 ur na teden, da so pa invalidi, ki potrebujejo pomoč 24 ur na dan, krat 7, kot rečemo, skozi 7, celo leto, ki jih dolgotrajna oskrba ni pokrivala. Na drugi strani so pa predvsem senzorni invalidi, slepi, slabovidni, gluhi in naglušni, ki pa potrebujejo v obsegu manj kot recimo 20 ur in pa tudi druge vsebine. Slepa oseba potrebuje osebno asistenco, ki je spremstva, smiljeval za tega bere in tako dalje. In v tem smislu je bil naredil zakon o osebni asistenci iz leta 2010, ki smo ga ocenili kot izredno kvalitetnega. Morda bi se še potem oglasil, samo še tole, da je tudi mnenje socialne zgodnice, da absolutno podpiramo ta sistemsko ureditev osebne asistence in da bi bil to kot samostojni zakon. Jaz bi vas najprej lepo pozdravil v imenu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Veste, ta asociacija povezuje vse slovenske invalidske organizacije razen 2-3 in seveda mi tam nekako usklajujemo stališča, s katerimi zagovarjamo skupne in posamečne interese v naši družbi. Zdaj jih moramo kar tako reči jasno, da ves čas Nacionalni svet podpira sistemsko ureditev osebne asistence oziroma trajne nege in oskrbe starejših in drugih ljudi. To se pravi, ta prva ideja se je porodila in hkrati tudi za še dodatne posebne potrebe, ki jih imamo invalidi. Razlog je čisto preprost. V takih državi, ki ima 2 milijona ljudi, je zelo težko vzdržati 2 paralelna sistema, ker je to zelo drago. Poleg tega se bo tudi postavilo vprašanje, zakaj bi ravno starostna meja za tiste, ki bi postavljala v diskriminacijo tiste invalide, ki postanejo starejši. Prej, kot sem rekel, mi v vsakem primeru podpiramo sistemsko rešitev in naši kritični pogledi do tega predloga, ki ga daje JGD, ne pomeni, da karkoli nasprotujemo, ampak želimo, da je seveda država nosilec predloga, kaj tudi država mora zagotoviti sistemske vire. Torej, da bi uvedlo neko sistemsko rešitev osebne asistente in da bi ta bila odvisna od tiha prerogatorijskih sredstev, to ni korektna rešitev, ker sami veste, da sredstva lahko niha in krat je preveč in krat je premanj. Ko pa govorimo o osebni asistenci, pa govorimo, da bo že danes rečeno neki temeljni potrebi in socialni pravici določene kroga ljudi, med katerimi seveda tukrat predvsem govorimo o invalidih. Zato zaprav, da se iz te področje celotne rešitve, ki je že na Ministrstvu za delo pravzaprav koncipirana, pa žal zaradi pomanjkanja javnih sredstev in tudi subjektivnega odnosa ni bila realizirana, da se to izdvoji in da se posebej najprej uredi zakon o osebni asistenci, ampak mi smatramo v Nacionalnem svetu, da seveda nosilec tega predloga mora biti država. Konkretno je prav, da ta predlog v obliki zakonskega predloga ali uslužka pripravi ministrstvo in da seveda tisto
ob sodelovanju invalidskih organizacij v parlamentarno proceduro. Zdaj, kar se same osebne asistence tiče, jaz mislim, da je treba tudi uporabljati argument, da sodobna direktiva, ne glede na te težave, ki jih imamo v gospodarstvu in javnih financah, tako imamo težave z odpiranjem smiselnih delovnih mest. In osebna asistenca je področje, kjer so smiselna delovna mesta. To se pravi, ne gre tukaj uporabljati samo argument potreb invalida, ampak je tudi to argument, zelo pomemben ekonomski argument, da tu nastajajo in se odpirajo delovna mesta, ki se tudi skrbijo, da je večje število prebivalstva zaposleno in se da skozi to delo ustvarja ekonomsko blaginjo. Zdaj v pripravi za današnji dogodek sem pregledal kaj je osebna asistenca. To so storitve, katere se izvajajo kot pomoč ali pa asistence invalidov pri upravilih, ki bi jih izvajali sami, če ne bi bili invalidi. To je zelo pomembno, ker pa nas se tudi pojavljajo take stvari, kaj asistent lahko dela, kaj ne bi delal. Mislim, da se je treba zazdeti zelo jasno, da asistent mora vse delati, kar bi posamezni človek počel, če bi zmogel, pa ne zmore zaradi invalidnosti. To je treba odločno presekati, ker jaz poznam te dileme, recimo z vašega področja paraplegije o teh objednavih, katastrofičnih operacij za podporno dihanje in tako naprej. Tu je treba odločno to presekati. Asistenti morajo biti sposobni, da morajo biti dostop sektor skrbiti. In nazadnje bi pa še tole kot neko stališče povedal. Jaz mislim, da osebna asistenca je seveda kot recimo hrbtenica, ki je tista osnovna ostale kostici omogočajo, da zelo zgrajeno tako, kot je, da mogoče stojence ostalo. In ravno tako je asistenca, osebna asistenca za kvaliteto našega življenja. To bi zdaj. Hvala lepa. Poslušatelji za tekom razprave smo mi večkrat slišali, da je na ministrstvu nek predlog, ki ga je vložila interesna skupina v pogled. Pa bi prosila Tanjo Dular, če mogoče na kratko predstavi tiste najbolj pomembne stvari, za katere meni, da danes prav, da jih slišimo in mogoče v njih vključno besedo več rečemo. Hvala lepa. Ja, dejansko, kot sem že prej, mislim, kot je bilo že rečeno, smo na ministrstvu prijeli predlog zakona o osebni asistenci interesne skupine. Mi smo ta predlog preučili. Jaz vam ga bom sicer res na kratko, ker mislim, da tudi okrogla miza ni primeren prostor, da bi zdaj šla razlagati v detajle kompletni zakon. Bi pa dejansko rada opozorila pri tem, da pravzaprav ministrstvo ni predlagatelj tega zakona. Da bom predstavila predlog, ki smo ga mi dobili, tako kot ga lahko dobijo tudi drugi uporabniki. To se pravi, da sem, bom rekla, podajalec samo tega, kar sem prebrala, oziroma tega, kar je zapisano. Ministrstvo je sicer interesni skupini odgovorilo. Povedali smo, da načelno, da predlog seveda podpiramo, zaradi tega, ker želimo tudi mi, kot sem že prej povedala, enkrat urediti sistemsko osebno asistenco. Zapisali smo, da pravzaprav je to primerna osnova, da se lahko nadaljuje z delom na samem besedilu in na samem iskanju rešitev. In pa še enkrat poudarila, in to smo tudi v odgovoru napisali, da ministrstvo, in upam, da nam bo zdaj končno to dejansko tudi uspelo, pripravlja zakon o dolgotrajni oskrbi. Ta zakon pravzaprav naj bi vseboval tudi urejal tudi osebno asistenco. In mnenje ministrstva je, da vkolikor bi nam uspelo do jeseni pripraviti, oziroma da bi šli v jeseni po koncu leta enkrat v razpravo, bom rekla, zakon o dolgotrajni oskrbi,
V tem primeru zavzemamo stališče, da naj bi se osebna asistenca uredila v zakonu o dolgotrajni oskrbi. Kar nekaj razlogov je zato prvič, da ne prihaja tukaj do raznega podvajanja, recimo komisije, ki odloča o storitvah, potem tudi financiranje, pravzaprav v tem primeru ne bi bilo to verjetno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, lažje bi bilo in tako naprej. Skratka, kar nekaj je teh točk in zaradi tega pravzaprav bom rekla tako, zakon podpiramo, zakon bomo tudi podprli, vkolikor pravzaprav na ministrstvu ne bi uspeli do jeseni oziroma jeseni vložiti zakon o dolgotrajni oskrbi. Drugače pa zagovarjamo stališče, da naj bi bil to en sistemski zakon, v katerem bi bila urejena dolgotrajna oskrba za starejše, prav tako pa tudi osebna asistenca za invalide. Zdaj pa kaj bom rekla zakon. Zakon pravzaprav definicija ima kar nekaj členov, tam okrog 33 nekaj podobnega, govori pa o tem definicija osebne asistence, potem govori tudi o uporabnikih. Glejte, tukaj je bil upozorila na nekaj pogoja glede upravičencev, postavlja pravzaprav to, kar je bilo že itak rečeno, da pač potrebujejo zaradi invalidnosti pomoč pri upravljanju aktivnosti, da gre tukaj za aktivno dobo, to je od 18 do 65 leta, da bi živeli samostojno ali v skupnem gospodinstvu, se pravi zunaj celodnevnega institucionalnega varstva, kar je na nek način seveda tudi razumljivo. In pa potem tukaj je glede pomoči, vstopne točke 20-30 ur, tudi pravzaprav ni še točno dorečeno, koliko jasno, da je to stvar debate. Da je osebna asistenca namenjena invalidu glede na njegove potrebe, neodvisno od njegovega gmotnega stanja in tudi neodvisno od tega, ali ima kakšne svojce, družinske člani podobno, ki jim lahko pomagali. Pravi. Pa me zanima, kakšne aktivnosti bo potekajo na področju kakšna delovna skupina v zvezi z osebno asistenco, da ne bi spadlo, kot je bilo že, če se gospod Brane bolj spomnite, leta 2011 smo pripravljali, potem pa v bistvu smo prišli do točke, kjer smo se ustavili in je zadeva ostala. Mi, ki pa izvajamo osebno asistenco, pa z leta v leto prihajamo do težav, ne sami, tudi uporabniki in tudi izvajalci osebne asistence. A se dejansko že kaj dogaja, da bi bili mi kot izvajalci vključeni v kakšne aktivnosti pri pripravi predlogov? No, jaz bom rekla tako, kar se tiče dolgotrajne oskrbe, so neke skupine, za pripravo, ampak te skupine že kar en čas funkcionirajo in pač so imenovanja in ne delam pomoči, tako da zdaj ne bi vam vedela povedati, koliko vem pa, da je več skupin, vem, da je tudi skupina, ki posebej obravnava osebno asistenco. To vem. Boris, želite beseda? Ja, seveda. Jaz mislim, da ta informacija ni povsem točna. Namreč v Nacionalnem svetu invalidske organizacije Slovenije, zdaj ne moram natančno memorirati, ampak rečemo pred letom in pol, smo iz Ministrstva za delo dobili uradni dopis in smo imenovali enega skupnega predstavnika vseh invalidov, ki so združili eni delovni skupini. To je konkretno Mitkat iz Društva študentov Slovenije. Za dolgotrajno oskrbo. Ja, ampak seveda v okviru te dolgotrajne oskrbe se tudi osebna asistenca rešuje. In po mojih informacijah je tam delo zastalo zato, ker je zastalo delo na Ministrstvu za zdravje. Si dobro, slišali ste naše govorce, če imate kakšno vprašanje, se mi zdi prav, da imate danes priložnost in iz prve roke izveste tisto, kar vas zanima. Tako da videla sem že dve roke, pa bom dala prvo gospej prednost. Ne njej. Aha, okej. Jaz bi pa gospod Muller vprašal, zdaj ta zakon o dolgotrajni oskrbi, ta zakon po vsej verjetnosti prav hitro ne bo sprejet. Bo potreben,
ampak verjetno v naslednjih 10 letih ali koliko. Zakaj ministrstvo ne pripravi predloga zakona o osebni asistenci, ki se trenutno izvaja? Ker zakon o dolgotrajni oskrbi bo verjetno zelo potreben, ker se prebivalstvo stara in bo prej do vsega treba. Ta zakon verjetno jesen, če bo prišel na pravo vprašanje, če bo nekaj sprejet, ali pa še, ne vem, čez par let. Osebna asistenca se pa trenutno izvaja in je zelo potrebna. Zakaj ne bi posebej predlog pripravljal, pa bi prvo sprejeli zakon o osebni asistenci, pa ga potem, ko bo ta zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet, se ga takrat ukomponira oziroma pripravljen za sprejetje. Glejte, se pravzaprav to je, jaz bom rekla tako, načelno stališče je, dela se na zakon o dolgotrajni oskrbi, vkolikor pa do jeseni, kot sem že rekla, ne bi uspeli pripraviti, kar verjetno bo vaša predvidevanja, ne bom rekla ja ali ne, ampak dobro, vsak se lahko misli svoje zraven tukaj, ne bo, v tem primeru bomo pa šli za posebnim zakonom. Ampak ga boste vi pripravili kot ministrstvo za delo? Ja, gledajte, jaz verjetno skupaj, a ne pač na podlagi nekih zadev, ki so že pripravljene in verjetno absolutno, zdaj jaz ne bom rekla, da bomo mi vložili, da ne bomo, zaradi tega, ker te odločitve pravzaprav na ministrstvu, jaz nimam teh kompetenc, da bi bilo to zdaj lepo povedala. Verjetno bolj resno bi izgledalo, če bi ga ministrstvo pripravilo, da se nekaj na tem dela. Absolutno bom jaz to, seveda, da je to predlog, ki nisem vreden razmisleka, ampak mislim, precej več kot vreden razmisleka in jasno, da boste prinesli naprej. Po mojem mnenju na koncu bo seveda prišlo do tega, da bomo Vprašanje je pogled. Pravilno bi bilo, da tak zakon poda kot ministrstvo, kar je logično, ker to je sistemski zakon in seveda, da najde tudi vse rešitve, ki so glede financirane. V naši zvezi smo pač naše stališče poznano. Imam pa zelo slab občutek glede tega, koliko časa traja eno pripravo zakona, pa potem da pride do implementacije. Če se samo spomnimo zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil sprejet 2010, v prakso je prišel 2014 in zdaj, kot je gospa Rulerjeva iz ministrstva, ministrstvo je podpisalo z nami izvajalci določene pogodbe 4-letne. In s tem jaz predvidevam, da si je tudi ministrstvo zakupilo čas za 4 leta, da bo v teh 4 letih vendar se bo rodil en tak zakon, ki bo pomagal ljudem, ki bi radi ostali v domačem okolju. Jaz lahko samo to rečem, da osebna asistenca pri zvezi, pri društvu nudi predvsem mladim članom, ki so na invalidskih vozičkih, ne na invalidskih, na električnih vozičkih in omogoča neverjetno boljšo kvaliteto življenja, kot je v institucionalnem zavodu. Poleg tega, kot je osebna asistenca, pomoč na domu in prevoz invalidov, to so 3 temeljne reči, ki zmanjšujejo pritisk na institucionalni zavod in izboljšujejo kvaliteto. Zato tudi bi dodal še to nekaj, da ministrstvo naj spet upelje noter v razpisu, da je možno prijaviti se tudi za prevoz invalidov, ker ste ga vrli ven. Po drugem je, ne moramo mi primerjati pod zakonom o dolgotrajni oskrbi eno osebno asistenco mladega invalida, ker se ne da primerjati starejši človek, ki mu peša moči, ali pa mladega invalida po 18-15 letih se ne da primerjati. Zato bi morali imeti zveze oziroma zveze, ki so specifične in ta zakon, ki je zdaj, da delati in da speljati naprej. Mora se pa vedeti tudi to, če boste na ministrstvu mensali s tem zakonom, bo kakšna stranka dala tudi zakon noter.
Veste, kdo lahko predlaga parlamentu in pol, prosim, če to prej urediste, ne? Pišel si razpravo, kakšen občutki za tvojo prihodnost oziroma za osebno asistenco boš zapustil tole razpravo? Lahko rečem, mogoče zmešanjem. Po eni strani vem, da se vse različne invalidske organizacije trudite po svojih močeh, da bi ta zakon bil nekako najbolj prijazen vsem skupinam. Čeprav imam občutek, da ponekod katera skupina mogoče preveč na svoje strani, se mi zdi, da bi mogoče bilo bolj pomembno večje sodelovanje, da si bi bili skupni, bi bili tudi močnejši. Tako mislim tudi ministrstvo. In karkoli se bo že sprejelo, upam, da bo to v bližnji prihodnosti in da bomo mi uporabni, pač lahko rečem, živimo od tega, oziroma drugače se skoraj ne moremo predstavljati, zadovoljni in da se ne bomo ukvarjali sam sabo, kaj bomo, kako bo naprej, ali si bo to lahko privošči, ampak da bi to bil zakon tak, da je prijazen vsem in da mi, ki pač smo takšni, ki to bomo potrebujemo, se lahko potem še posvetimo svojemu kakovostnemu življenju, kaj bomo počeli, oziroma s tem tudi najlažje pozabiti na svoje kvalitete. Upam, da bo tako modro prevladali tudi poslanci in da se ne bomo počeli vse skupaj. Bi pa rad v zadnji besedi upozoril na to, da je trenutno Slovenija ena od redkih držav, ki tega zakona še bo. Prav takve države, kot so Slovaška, pa tako naprej, ko smo jih nekoč zelo močno podcenjevali, imajo zakon o osebni asistenci. Torej, jaz bi nekako zaključil, dajmo strniti oči in terjati, da v okviru tistega denarja, ki ga trenutno naša država zmore, vendarle pridemo do sistemskega zakona in ukrepov. Zaključila čisto kratko željo in sicer jaz sama kot izvajalka osebne asistence pri Zvezi paraplegov si močno želim, da ne bi bilo novega razpisa, da se ne bi na novo prijavljali in da ne bi spet hodili od občine do občine in fehtarili za tiste evre, da bomo lahko ljudi obdržali v zaposlitvah in da bomo mi, ki delamo na zvezah, lahko tudi to energijo, ki jo zdaj vlagamo v to, da ta stvar, kot je osebna asistenca, ta stroj teh ljudi laufa, usmerjeno energijo v to, da bodo dobili še kaj več, ker so področja, ki jih je treba še razviti in lahko delamo tudi še kaj dodatno zraven. Hvala lepa za pozornost.